Živa Drvarič domačemu občinstvu morda ni tako zelo znana, saj živi in dela v Frankfurtu na Majni, kjer je tudi zaključila študij. Po zaključenem magisteriju slikarstva na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je pa vmes študirala tudi na Dunaju. Dela ustvarja na podlagi opazovanja predmetov, misli in gest, procesov iz vsakdana, izhajajo iz posnemanja in iskanja podobnosti med stvarmi, transformiranja vsakodnevnih objektov in subjektov, obujanja motivov iz lastnega fotografskega arhiva ter raziskovanja novih možnosti znotraj klasičnih likovnih tehnik. Prepričana s predvsem svojim poetičnim minimalizmom, vizualno prepričljivostjo, za katero pa se skrivajo različni razmisleki, predvsem vezani na vsakdan. Običajne uporabne predmete, kot so recimo čevlji ali steklenice, s preprosto gesto transformira v enostavno, ampak likovno prepričljivo izjavo o pogledu na izzive življenja. No, to zanimanje za vsakdan je navzoče tudi na razstavi Apart Hotel v galeriji Alcatraz. Gre za njeno prvo samostojno razstavo v Ljubljani, ki vključuje starejša dela zadnjih nekaj let, ki pa so postavljene na način, ki pripoveduje novo zgodbo o morda nenavadnem prostoru, ki izgleda vsakdanji, pa ni povsem vsakdanji, zgodbo o prostoru, v katerem ponekod podvomimo, ali gre za umetniško delo ali pa za del nekega stalnega galerijskega prostora. Torej ne gre za neposreden prenos motivov iz vsakdana, temveč rahle popačitve, podvojitve, neko drugo logiko. No in tudi, ko smo začeli snovati razstavo, sem si sama najprej zamišljala zgodbo o vzporednem svetu, kot da bi se nekdo zbudil in bi bil svet le čisto rahlo drugačen, kot da bi recimo postelja bila na drugi strani sobe kot prejšnji dan. Živa zgradi prostor, ki je nekje med sanjavim, zamišljenim, nekje vmes. Mestoma je celo rahlo nelagoden, recimo stopinje ne vodijo nikamor, okna, ki se ne odpirajo navzven, vsakodnevni predmeti so popačeni. V letih po študiju slikarstva sem se začela čisto intuitivno odmikati od slikarstva in raziskovati druge tehnike, kot so recimo sitotisk, fotografija, risba. Postopoma me je začelo vleči tudi v tretjo dimenzijo in tako so del moje umetniške prakse postali tudi prostorski objekti in instalacije. Moj vizualen izraz sem skozi leta precej zreducirala, je minimalističen in precej tih. Pomembno mi je, da so materiali, ki jih uporabljam, naravni ali pa najdeni, da so na razpolago in da v bistvu orodja in delavnice niso pretežko dostopni. Med študijem slikarstva sem se recimo navadila uporabljati platno, podokvir in lesene okvire in sem v bistvu potem v odmikanju od samega slikarskega medija iskala načine, kako bi lahko te materiale še naprej uporabljala, brez da slikam. Pri izdelavi teh stenskih objektov platna ne poslikam, ampak ga prepogibam. Deli okvirja so nezapolnjeni in s tem ustvarjajo občutek odprtosti, medtem ko prepognjeno platno delo da pridih intimnosti in s tem, ko delo postane del stene, kot en element na steni, dobi karakter nekakšnega zaprtega okenca. Slikarsko platno uporabljam tudi kot nosilca podob, ki nastajajo s tehniko sitotiska. Motive črpam iz lastnega arhiva fotografij, ki ga spontano dopolnjujem. Zanimivi so mi recimo svetlobni momenti ali pa zabrisane fotografije, ki so v tehničnem smislu v bistvu neuspešne. Te definicije neuspeha pa se skušam znebiti in ga sprevrniti recimo v nek občutek bližine.
Zamegljenost je pravzaprav lahko simptom bližine. Bliže kot je podoba, bolj zamegljena postaja. Sitotisko na platnu vidim presečišče med sliko in fotografijo. Raba različnih tehnik ter dimenzij mi omogoča možnost vzpostavljanja vizualne uravnoteženosti v prostoru, kar se mi zdi fino predvsem pri postavljanju razstav, kjer posamezna dela nekako zaživijo v skupni kompoziciji. Takoj frontalno, ko vstopimo v galerijo, se zazremo v dva zataknjena urina kazalca. In seveda, kaj to pomeni, čas se je ustavil. Ustavljeni čas v kontekstu razmisleka o vsakdanu je zelo pomenljiv, saj v vsakdanu praktično ne moremo govoriti, ne da bi govorili o ponavljanju, o minevanju časa, o neki rutini vsakega dne. In kaj zdaj to pomeni? Gre tu za en pogled na vsakdan izven časa, za izvenčasovni pogled na vsakdan. Je to možno? Ali pa po drugi strani sta si morda dve različni časovnosti, preteklost in prihodnost, podali roke in smo staknjeni tu vmes. Podobno smo verjetno sami ujeti med preteklost in prihodnost. Preteklost nas vedno določa, podobno verjetno tudi skrbi glede prihodnosti, oziroma je ta razmislek o vpetosti med preteklost in prihodnost nekaj, kar je močno navzoče tudi v živinih delih. Če govorimo o tem zunanjem pogledu na vsakdan določa prav to, da smo vanj potopljeni. Oziroma, kot je zapisal Maurice Blanchot, vsakdan je tisto nedosegljivo, do katerega imamo vedno že dostop. Poudarjal je tudi, da vsakdan ni ulovljiv, da se izmika. In morda prostor Žiža Drvarič skuša uloviti ta neulovljivi vsakdan tako, da ta prostor popači, da so običajne stvari podvojene, razdvojene, razpete med dva pola, nedelujoče, nelogične, oziroma sama sem uporabila izraz drugače logične, gre za neko drugo logiko. In tako drugače logično je verjetno najmanjše delo na razstavi, kabel, ki povezuje dve vtičnici. In tako bolj kot na črpanje energije, verjetno nakazuje na pretakanje te energije. Podobno sporočilo imata verjetno dve vedri, povezani, čeprav je eno izmed njiju prazno, drugo pa polno, kar spet odpira različne metafore. No, če se je snovanje razstave začelo z mislijo na ta vzporedni svet, pa se je hitro izkazalo, da morda ne gre za nek vzporedni svet, za neko drugo realnost, temveč za našo realnost, ki jo dojemamo vedno skozi svojo optiko, skozi svoje spomine, misli, emocije. Kot pravi Živa so vsakodnevni predmeti sredstva, ki vizualno demonstrirajo trenutne probleme, ki pa izvirajo iz preteklih izkušenj. So nekakšna skrivališča emocij, misli in dilem. No, slednje je morda najbolj očitno v dveh delih, ki se navezujeta na stopala. Pri enem delu gre za stopinje, drugo pa so čevlji. Tu sama spet vidim neko časovno razpetost, recimo stopinje v preprogi, kot da so to ene stopinje, ki so že bile storjene in se sprašujemo o preteklih odločitvah. Pri čevljih pa se lahko še vedno odločimo, katerega izmed obeh bomo obuli, pravega ali napačnega. Sam naslov te razstave je plod spontanega opazovanja okolice. Izhaja iz posnetka napisa na stavbi, pri katerem se je ravno pokvaril del tega svetlobnega napisa. Hecno se mi je zdelo, da je utripala beseda apart, ki pomeni ločenost, in se je z utripanjem dejansko na nek vizualen način ločila od celotne besede. Ta videolup je postal tudi del razstave in naslov je v bistvu kot en ready-made. Zakaj sva izbrali to delo oziroma ta naslov tudi kot naslov razstave? Blizu nama je bila ta bližina in hkrati oddaljenost, ta odnos med hotelom in stanovanjem.
hotelu smo od vsakdana vedno nekako ločeni, izkušnja bivanja je rahlo potujena v primerjavi z domačim stanovanjem. No, hkrati pa je v tem naslovu tudi beseda apart, torej narazen, ločeno in je podobno verjetno z nekoliko potujeno izkušnjo vsakdana v Živinih delih. Obdobje zadnjih 2 let, iz katerega so tukaj razstavljena dela, je bilo še posebej zaznamovano z ukvarjanjem s vprašanji o prostoru, iskanjem povezav in podobnosti med stvarmi, raziskovanjem vsakdana. Vsakdan mi je zanimiv, ker je tako samoumeven, čeprav ima ogromno različnih obrazov. Zaznamuje ga vrsta rutin in nenehna nova spoznanja in hkrati veliko sprememb. No, prostor je bil zelo pomemben tudi pri postavljanju same razstave. Gre za zahteven prostor, ki ga morda najprej ne bi pripisali Živinim liričnim delom. Gre tudi za nekakšen enoprostorc, če tako rečem, ki ima eno svojo dinamiko s temi 4 stebri, ki zelo določajo prostor in karkoli postavi v sredino prostora, izpade dominantno. Želeli smo vzpostaviti različne linije pogleda, da bi se prostor razpiral v različne smeri. Ko stopimo v prostor, se lahko spomnimo tudi na dnevno sobo. Vidimo tepih, vidimo mizico z vazo, v kateri je roža. Tudi osrednja slika oziroma osrednja grafika je takšna, kot bi jo lahko našli verjetno nad marsikaterim kavčem. Ampak ob podrobnejšem pogledu se izkaže, da seveda tepih razkriva stopinje, ki vodijo nekam v zid. Vaza sta pravzaprav 2 steklenici, ki s to dvojnostjo nakazujeta na obstoj v 2 realnostih. Delo, ki približa rastlinski motiv, pa lahko razumemo kot okno, ki se odpira navzven, ampak namesto, da bi se odpiralo navzven in kazalo nek oddaljeni motiv, nekako preveč približa ta motiv. Se torej zazre nekam v nek detajl. Kot neka majhna okenca, ki ne vodijo nikamor, lahko razumemo tudi niz del, ki so obešena najvišje v prostoru. Kot zanimivost naj povem tudi, da sta 2 izmed teh, ti 2 frontalni, dejansko obešeni na mestu, kjer sta nekoč bili okni, pa sta zdaj zazidani in potem tej višini nekako sledimo po vsej galeriji. Torej kot neka serija fiktivnih okenc. Ta dela, po mojem mnenju, lahko razumemo tudi kot razmislek o klasičnem mediju, kot že povedano. Vzpostavljeno je vprašanje razmerja med okvirjem in samim delom. Okvir je vsaj tako pomemben in zanimiv kot to delo, ki pa je spet nekje med sliko, ki pa ima reliefne, skulpturalne značilnosti. Razmislek o mediju do neke mere določa tudi razstavo. Nekatera dela so taka, da skoraj se zdi, ali je to nekaj tehničnega, vedra, so to nekaj, kar je nujno v galeriji, tudi kabel je bilo na vodstvu prisotno vprašanje, ali je to del razstave ali je pač to nek kabel. In pa samo postavitvijo. Del razstave sta tudi 2 mizici, ki sta Živino delo, vendar sva eno izmed teh 2 mizic uporabili kot nosilec galerijskih teh vseh priteklin, tlorisa in vabil in besedila. Postala pa je ta mizica del razstave, tako da je spet nekje vmes, tako kot je pri Živi vse vmes. Sicer vsakdan kot tema je navzoč v sodobni umetnosti že vsaj od 90-ih let dalje. Še predtem so na pariške ulice želeli presenečenje in poetično zanesti francoski situacionisti. Umetnost so vsakdanu želele približati avantgarde. Kaj se dogaja, kadar se ne dogaja nič, se je v 70-ih spraševal Georges Perec. Od tedaj je bila ta tema pogosta, predvsem pri francoskih piscih in mislecih. Poudarki so bili drugačni, poudarjali so bolj socialne in politične vidike.
A vendar si sama recimo ne morem kaj, da ob Perekovem navodilu naj preoprašujemo svoje čajne žličke in se vprašamo, kaj je pod tapetami, da v tem ne bi slišala nekega sumničavega prizvoka, kot da se bo, če natančno pogledamo, izkazalo, da čajne žličke živijo dvojno življenje, za tapetami pa se razkriva drug svet. In morda je prav ta drugačen, popačen svet edini način, na katerega lahko zares pogledamo na vsak dan, da pogledamo prek naše lastne optike, izkušenj, strahov, dilem in emocij, tako kot to naredi Živa Darvarič. Verjamem, da moja dela gledalca potiho povabijo, da si realnost vsak dan na novo zamisli.